Vlada je na današnji seji potrdila predlog zakona o nepremičninah. Predlog novega davka je obravnavala že prejšnji četrtek, a se je takrat izkazalo, da ni koalicijsko usklajen. Vlada je v predlog zakona vnesla nekatere izjeme, med njimi nižjo obdavčitev za prejemnike socialne pomoči, invalide in možnost davčnega kredita, po katerem se bo davčni dolg namesto plačila vpisal v zemljiško knjigo. Davek pa bo poravnan po zamenjavi lastnika. Davka se ne bo plačevalo za kulturne spomenike, gasilske domove in sakralne objekte, ki so namenjeni izključno bogoslužju, ter neplodna zemljišča, varovane gozdove in gozdne rezervate. Predviden skupni finančni učinek je med 390 in 395 milijonov evrov, od česar bo polovica prihodek proračuna. V Sloveniji se mudi delegacija Mednarodnega denarnega sklada. Skupaj z ministri, direktorji uradov in drugimi vladnimi predstavniki bodo do 29. oktobra proučevali predlog proračuna za leti 2014 in 2015 ter stanje v bančnem sistemu in javnih financah. V skoraj 14 dneh bodo člani delegacije skušali pridobiti kar najbolj realno sliko o razmerah v Sloveniji. Preiskovalna komisija Državnega zbora o ekstremističnih skupinah je danes zaslišala sociologa Damjana Mandelca. Ta se je v predstavitvi osredinil zlasti na delovanje desnih skrajnih skupin. Opozicijski člani komisije so mu učitali, da je bila predstavitev sicer strokovna, a tudi politična. Sodelujoči so se v razpravi dotaknili tudi nekaterih konkretnih primerov v javnosti, izpostavljenih simbolov, grafitov in spletnih zapisov ter vsebine zastav in napisov, ki so jih nosili udeleženci demonstracij konec preteklega leta. Delavci Pinusove hčerinske družbe Biogoriva še naprej stavkajo na svojih domovih, saj še vedno čakajo na avgustovske plače in prispevke za junij. Po besedah sindikalnih predstavnikov bodo stavkajoči vložili izvršbe na podlagi plačilnih list, hkrati pa bodo v sindikatu poskusili v skladu z zakonskimi možnostmi pospešiti postopke. Zaposleni ne verjamejo več v rešitev podjetja, zato pripravljajo predlog za stečaj, po katerem bi se lahko prijavili na zavodu za zaposlovanje. Gospodarska in socialna kriza iz leta v leto krepi pomen mednarodnega dneva boja proti revščini. Podatki Državnega statističnega urada potrjujejo vsakdanjo izkušnjo, da je revščina vstopila v Slovenijo skozi glavna vrata. Pod pragom tveganja revščine je v Sloveniji lani živelo 13,5% ali 271 tisoč oseb. Pomoč vse pogosteje potrebujejo tudi zaposleni, še posebej velika žrtev revščine pa so otroci. Petina osnovnošolcev si ne more privoščiti, oziroma njihovih staršev, si ne more privoščiti niti, bom rekel, toplega obroka, niti šole v naravi. Šola v naravi za letošnje otroke je približno 100 evrov. Tako da to je kar velik strošek. Še vremenska napoved. Tudi v petek bo precej jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, ponekod tudi slana. V soboto bo po večini sončno, popoldne se bo v zahodni Sloveniji pooblačilo. Čez dan bo ponekod zapihal jugozahodni veter. V nedeljo bo v vzhodni Sloveniji delno jasno in suho. Drugod bo zmerno do pretežno oblačno, popoldne bodo ponekod manjše padavine. Jugozahodni veter se bo še nekoliko okrepil. Danes v Dnevniku televizije Maribor. Lastništvo nove KBM naj bi stabiliziralo razmere v športnem centru Pohorje. Kako mladi mediatorji, osnovnošolci, rešujejo spore med vrstniki. Mariborski vaterpolisti so v 3. krogu Jadranske lige doživeli hud poraz. Novice Štajerske, Pomurja in Koroške ob 18.